Pozdravljeni, dragi otroci, prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi tokrat sem prejela prijetno sporočilo Anžetove mamice. Namreč Anže si je zaželel slišati prav posebno pravljico. In v današnji pravljici bomo obiskali divji zahod ter spoznali mladega šerifa po imenu Bobby. Res me zanima, zakaj je Anžetu ta pravljica tako všeč. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Šerif Bobby. Danes je velik dan za Bobbyja. Izgubil je svoj prvi zob. Postal pa je tudi šerif Kaktusove doline. Čeprav je Bobby še zelo mlad, bo svoje delo zagotovo dobro opravljal. Kot šerif je ponosno nosil značko in čisto nov klobuk. Ko se je sprehajal po glavni ulici, je nenadoma zaslišal bang, bang, bang. Stopil je v banko in zavpil: Stop! Vsi smo aretirani! Roparji ga niso razumeli. Kaj smo, smrkavec? Aretirani! Je ponovil Bobby. Aretirani? Je vprašal eden izmed roparjev. Mali misli, da je na igrišču, je rekel drugi ropar. Poslušaj, smrkavec, je rekel prvi ropar. Mi smo roparji in to ni igra. Vem, je rekel Bobby. Ampak, a ne vidi pa? Ne vidi pa? Ne, tukaj ni nobenega vidi pa. Pojdi zdaj ven in se igraj. Mali, tukaj je res nevarno. Bobby je osramočen odšel iz banke. Njegova prva aretacija je bila neuspešna. Odšel je v pivnico. Tam so vedno kakšni razgrajači. Odrinil je vrata in vstopil. Najprej je opazil, da je John hladnokrvna roka igral karte. Asa je skrival v rokavu, a šerifu Bobbyju to ni ostalo skrito. Hej, pipam, je zavpil. Ne goljufaj. Kaj? Je začudeno vprašal goljuf. Jajno, poslušaj, jaz sem šerif in ti prepovedujem, da goljufaš pri kartah. Poslušaj, mali, je rekel goljuf. Prikupen si, ampak nihče te nič ne razume. Bobby zdaj ni vedel, kaj naj reče. Počutil se je neumno, zato je kar odšel. Naravnost v bar z imenom Poberi me. Bine, potrebujem nekaj močnega. Prinesi mi majejični sos. Majejični sos? Je vprašal Bine. Ja, z lejom. Ko mu je Bine prinesel kozarec mleka, se Bobby sploh ni priteževal. Bil je slabe volje. Nihče ga ni spoštoval. Jaz sem najslabši šerif na celem svetu, je momljal predse, ko si je snimal šerifovo značko. Po mestu se je hitro razvedelo, da v Kaktusovi dolini ni šerifa. Kaj kmalu je bilo vse posod slišati bang, bang, bang. Zdelo se je, da nihče ne more vzpostaviti reda in miru. Medtem se je Bobby v svoji sobi smilil samemu sebi. Potem pa je skozi okno zagledal dolgonogega Janeza.
Ta je bil šele pravi falot. Vsa dolina se je tresla pred njim. Bil je visok, grd in močan. Za njim je bila razpisana tiralica in plakati so bili razobešeni po vsem mestu. Bobby ga je opazoval, ko je vstopil v banko. Kar se je zgodilo potem, ga sploh ni presenetilo. Ko se je dolgonogi Janez spet prikazal zunaj, je bežal z veliko vrečo denarja na hrbtu. Jaz sem šerif. Moral bi ga ustaviti. Vendar me je tako zelo strah, da bi se spopadal z dolgonogim Janezom, velikim razbojnikom. A kako naj bi ga ujel, če še mareličnega soka nisem znal naročiti? Je sam pri sebi razmišljal Bobby. Potem se mu je pogled ustavil na šerifovi znački. Zdelo se mu je, da je v njej zagledal svoj odsev. Sem šerif ali nisem? Sem, je glasno rekel Bobby. Zbral je ves pogum, kar ga je premogel, in se pognal za dolgonogim Janezom. Na drugem koncu mesta ga je končno dohitel. Arepiran si, je zavpil za njim. Dolgonogi Janez se je obrnil kot blisk. Me pozivaš na dvoboj? Meni je prav. Obožujem dvoboje. Se je zakrohotal dolgonogi Janez, ki še nikoli ni izgubil nobenega dvoboja. Pravila za spopaj so preprosta, je rekel Bobby. Vsak nareji 8 sorazov. Potem se obrneva in streljava. Dolgonogi Janez je ob tem samo grozeče škrtal z zobmi. Bobby je začel glasno šteti korake. Počakaj, kaj pomeni pri? Je vprašal dolgonogi Janez. Pri ni številka. Toda Bobby je štel naprej, ne da bi se menil za dolgonogega Janeza. Ta se je ob Bobbyjevem čudnem štetju pošteno zabaval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je rekel Bobby in se obrnil. Bum! Gumijasti metek je priletel naravnost v čelo dolgonogega Janeza. Ta se je izvrnil po tleh in za trenutek negibno obležal. Celo mesto je videlo ta dvoboj. Dolgonogega Janeza so hitro zvezali in ga odpeljali v ječo. Poni pošpeno! Poni pošpeno! Se je upiral dolgonogi Janez, ki je pri padcu izgubil zob. In od tistega dne dalje si nihče več ni upal trditi, da Kaktusova dolina nima šerifa. Zanimiva pravljica, kaj ne? Poglejte ga, našega šerifa. Bravo, Bobby, da se kljub posmehu svojih vaščanov nisi predal, ter si ostal odločen. In tako si pridobil spoštovanje. Super. Sploh otroci v času izgubljanja mlečnih zobkov čutijo negotovost. A spoštovanje drugih si pridobimo s svojim znanjem, pogumom ter vztrajnostjo. Sicer pa je to le obdobje, ki slej ko prej mine. A otroci, vsi skupaj ne smemo pozabiti na ustno higieno, na pravilno ter temeljito umivanje naših zobkov, ki krasijo naše nasmiške. Anže, najlepša hvala za idejo o poučni ter malce drugačni pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici televizijske junakinje Pepe in njene izkušnje z izpadlim zobkom. Pravljica z naslovom Pepa in zobna vila pa že čaka v mojem knjižnem kotičku. Prijeten pozdravček tebi, Anže, ter pa seveda vsem ostalim, ki radi prisluhnete pravljicam. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau!
Igrava Bobby.